Najprej, ne bi hvala lepa, da ste prišli, da se pa pozdravljam na najbolj konferenci, ki je posvečena svetovnemu dnevu otroka. V Sloveniji lahko govorimo kar o tednu otroka, na to se dogaja kar vrsto aktivnosti po celi državi in hvala Bogu, to je vse dobro. Jaz bi, če dovolite, najprej navezal nekaj misli nasploh. Torej živimo v Evropski uniji, ki posveča vredno od vseh regij na svetu največ pozornosti do mladih, tudi do otrok. Mnogih držav je podpisalo razne konvencije, ki ščitijo pravice otrok in tudi najvišja raven zaščite pravic je ravno znotraj Evropske unije. Kljub temu pa se Evropska unija sooča z vrsto problemi, podobno kot tudi kot Slovenija. Ne na prvem mestu omenjam demografske probleme, tako Evropska unija kot Slovenija postajate v ostareli družbi, neke stare tete, ostarele tete in to seveda ni najbolj optimistično, ko zremo v prihodnost Evropske unije. Morda je vendar je v Sloveniji večkrat boljše zadnje leta, od leta 2005 se nam demografska slika izboljšuje in to kar solidno. Če kot veste, leta 2004 je bilo 18.000 novorojenčkov na leto, danes je ta številka vse za 5.000 večja, vendar še daleč nismo dosegli nekega limita, ki sem ga recimo imeli leta 1981, ko je bilo na leto 31.000 novorojencov. Ampak ne gre samo za to. Država mora tudi oblikovati neke ustrezne okoliščine, v kateri se otrok lahko počuti varno in dobro. Ta zadnji demografski porastek je na moj presenečenje v Sloveniji napravil več problemov kot veselja, zlasti lokalnim skupnostim, ki niso dovolj sledili spremembam na tem področju in so zanemarili recimo gradnji kapacitet. Imamo premalo prostorov, prevelik ali pa velik interes je za otroško varstvo, vendar lokalne skupnosti ne morejo zagotoviti vseh potreb. Lahko bi na nek način rekli, da je to sladek problem, ampak sladek samo do takrat, ko ne pride, se ne spremeni to v realni problem in to je jasno, da opozorilo ne samo veneva tedna otroka, da bodo morali ustanovitelji veliko več postoriti ravno pri zagotavljanju dovoljšnih kapacitet pri sprejemanju otrok v vrtce. Danes, ko govorimo o humani družbi, se vprašamo, kaj v bistvu to pomeni. Ne pomeni zgolj, da družba zagotavlja neko solidarnost do velike večine svojih prebivalcev, ampak pomeni, ali pa pomembno merilo ravno to, kakšen odnos ima družba do marginalne družbene skupine ali pa razne manjšin. In poleg drugih so ravno otroci najbolj ranljiva družbena skupina, ki zahteva še posebej senzibilen odnos večinske skupnosti ali pa države do tega. In tukaj lahko rečemo, da nas čaka še kar nekaj dela. Tudi, ko govorimo o tem, da ne morajo vsi otroci v vrtce, to je že lahko ena težava, ki jo mora skupnost rešiti. Prav tako na ravni osnovne šole imajo učenci določene pravice, ki jih mora sistem zagotoviti, vendar temu recimo, da Slovenija veliko vlaga v predvsem naporu in da imamo dobro infrastrukturo na področju osnovnega šolstva, je pomagljivo se še kar nekaj. Res je, da smo zadnje leta tudi v sistemske zakonodaje uvedli nekaj novosti, ki kakovost bivanja zlasti otrok bistveno povečujejo. Imamo visoke standarde in normative, tako v predšolski vzgoji, kot tudi v osnovnem šolstvu. Imamo tudi solidne izide, kadar merimo in primerjamo znanje in veščine naših otrok, primerjav z njihovimi vrstniki po svetu. Kolegica Mojca bo kasneje predstavila recimo nekatere rezultate zadnjega poročila OECD, Education at a Glance, ki kaže, da so naši, in to vsako leto, to poročilo, jesensko poročilo, prikazuje, da so naši otroci imajo dobre razmere in da tudi so primerljivi po znanju s svojimi vrstniki po svetu. Ne dovolj, lahko bi še boljši glede
višji rang, celo skupina OECD, ki je najbolj razvita. Torej, na področju izobraževanja združuje, da se torej države, ki imajo najvišje standarde na področju izobraževanja, da smo lahko z tega vidika zadovoljni, ampak še veliko bo treba se postoriti. Zlasti, kadar govorimo o ravno tistih skupinah, recimo so nekatere območja v Sloveniji, ki so značilno manj uspešna, so otroci manj uspešni, ker živijo v manj privilegiranih, celo deprivilegiranih okoljih in tako naprej. Za te mora bodoča humana družba v prihodnosti še posebej skrbeti.